Okay. Zdaj smo se že parkrat dotaknili, pa še tega mokrega potoka. Tam sta, praviš, doskrat, večino časa, zdaj na zadnje sta v jurti spala tam. Ja. A ste imeli kdaj kakšnega medveda? Ne. Na obisku ne. Se nas fuli izogibajo. Ni tam medvedov. Ste dosti glasni. Medvedov je tako, mislim, ki je prišel ta Miha Krofel, veš, keknem, smo ga tako vprašali, koliko pa je tukaj le kaj medvedov okoli? Je rekel, je par brlogov je zelo blizu, ampak vam ne bom povedal, kje je razmerje. Rekel, kar ne hote, kaj le po tej dolini, pa ne po tej dolini. Mislim, narava, taka res neokrnjena narava, ne tako, ko greš tlele v bistvu malo z Ljubljane na sprehod, pa skrana, ki je od 1. maja, to ni čisuna narava. Tle je res globoko noter v naravi to in živali, mislim, mi, ki smo prišli tja na toj travnik sredi gozda, ne, se pravi, najbližje naselje je oddaljeno 5 km, ne, sama gozd okrog, ne, so živali kar zginile. Nobene živali ni. Ne ptičkov, ne srnc, ne lisic, ne zajčkov, ne medvedov, ne vidiš ničesar. Tako, v bistvu, živali, ki niso navajeni človeka, se tako, mislim, skrijejo se. Se bolj umaknejo. Ja, zdaj, kad dlje časa že tam v bistvu to obstaja, pa kad ljudje živijo, pa te živali prihajajo. Prvo so začeli prihajati ptički, siničke, pa tako, ne. Zdaj, seveda, tisti jeleni s tistimi velikimi rogovi, pa to imamo z njim dosti teh težav, ker nam vse pojejo, razumeš. Volkovi se radi okoli vasi, se skozi tam 2 volkca nahajata, ker zdaj smo že dobili kontakte s temi ljudmi, ki to spremljajo, ne, in nam malo povejo, ne, kaj se dogaja. Tako da ponoči slišiš tudi volka, ki zavija, tako čist tam na drugi strani vasi, tako res začetka kar malo scary, mislim, ne vedno je to tako malo plašljivo, ne. Greš po noči ven, gledaš pa tam volk začne tudi, sam spakiraš nazaj not. Veliko sem tudi razmišljal, kaj če medved prišel pa kar čez jurto mene napadlo, ne, pa tako, imaš ta strah, ne, veš, tako, ne, seveda. Mi fantje, ki smo to vas kupili, smo rekli, ne, vsi preplašeni, seveda mestni fantje, ne, smo si šli vsi te prvi nože kupiti, ne, v army shope, ne. Smo s takimi noži hodili okoli, ne, kot čez, da smo se pa mi nekaj zaščitili, ne. Pa je pa prišel en Belgic, ki se ukvarja prav s tem bushcraftom, pa s tem je rekel, kakšne imate pa nože, se to ne močno s tem, da imaš take mehne nožke, da fletno kaj ušpičeš, pa tako, ne rabiš si ti tega noža hoditi okoli, ne, pa paper spray, pa tako, ne. Ampak po pol leta, 1 leto se pa tega navadiš, ni tega gozda, ni te več strah, ni te več strah živali in tako, ja, človek se marsikaj navadi tako. Kaj moraš narediti, če medveda srečaš? To meni grede pa... Zbežiš kanom. Zbežiš? No, ja, ne. Ker imaš več teorij. Eno, da se narediš mrtvega, drugo, da si čist premier, tretje, da kričiš na njega, četrto, da laufaš. Ja, vse to štima. Sam jaz mislim, da takrat, ko v bistvu se to zgodi, takrat dejansko ti odreagiraš na nek svoj način. Jaz ne vem kako, vse to veš, mi to vse vemo. Ne? Kaj veste, kaj bi bilo prav? Ja, jaz ne vem, jaz bi bežal. Na drevo, če je drevo. Medved pleze. Ja, vem, ampak po moje, da se ne bi tako pomatral. No. Sem demonist, tako. Enkrat smo še prav tam dol v Topolovcu, v Hrvoji smo šli, na Mučenige smo šli, ne. Ja. Skupina ljudi, ne, pa enega psa sem imel s sabo. Pa Nara, pa moja žena Helena, pa jaz, ne, pa tako, slišiš mojega divjega prašča. In on se zalaufa direkt v nas, veš, tako, direktnega, ne. Moja žena je bila tako hit na drevesu, da jaz nisem mogel tako, veš, oba dva z Naro sta bila kar naenkrat na drevesu, ne. Drevo je bil pa takle, ne, tako le velika, ne, en hrastek tam nekaj. In pa oni se vedno, ko je z hrast skljiv, veš, kakor oni dahovci za lopato, veš, ne. Ampak, veš, svina itak ne napada tebe, ona samo direktnega, veš, sam memeš tam. Tako da, ne vem, no, mi zdaj enkrat, ko smo imeli izkušen, je najbolj fajno drevo, če je kakšen blis, Zdaj, da bi se naredil mrtvega, ne, pa da bi hodil. Nekaj časa so mi to prodali, sem rekel, to no way. Ali da bi se večjega probal narediti, pa rjovet na njega, to mogoče. Ja, to. Pit, ja. Ker nikoli grizli, se pravi, je recimo moje rasti, če se na tace postav. Ja, no, mislim, enkrat smo imeli tudi v vasi tega profesora Irino z biotehnične fakultete, in on nam je razlagal svojo izkušnjo, ne, v bistvu srečanja z medvedom. Je rekel, svoje učence zmeraj učim to vse, kar si meni rekel, ne, naredi se mrtvega, naredi to, naredi unaj. In on, ki mu prvo srečanje, je sam bežal. In to, ki je laufal, je rekel, pa upal, da je svojim učencem uči, govorim, da tega ne smem nikoli narediti, ne mislim. Pa upal, da je vsak kdo počasnejši od njega. Ja, to, veš,
Tako da ta srečanje, jaz si to v bistvu tako, si ga ne želim. No. Si predstavljam. Ja. Si ga ne želim in to v bistvu tako dost lahko to preprečiš. Ne. Ti moraš biti sam glasen. Glasen, govor, žvižgati, nekaj tako. Ne. In medved tebe ne bo šel napadati. Ne, tako, samo od sebe. To. Okay. Zdaj, kako je sploh prišlo do te vasi Mokri pot? Ker to je jasa. Jasa, 5 km noč, to verjetno ni bilo označeno kot zazidljivo območje. Ali je bilo? Je bilo. Zakaj? Ker je tam nekoč stala vas. Ja. Ampak samo tukaj je bilo zazidljivo. Samo vseh 80 vasih so bile podrte, je bila samo ta zazidljiva. Ne vem zakaj, ne. Pojmanjam. A veš, prej sem se pogovarjala, kako sem jaz v bistvu z klasične gradnje, recimo prišel pa v to eko gradnjo, to je bil ta duhoven premik. Takrat iščeš stvari, iščeš nove pristope, iščeš nove zadeve in ena od stvari, ki se je zgodila, je bila pač so bile te eko vasi. Se pravi, idealiziraš neko življenje, v naravi, v gozdu, živali, naravna gradnja, vse to, srečaš podobno misleče ljudi, takrat smo prebrali neko literaturo, ki je tako, Anastazija, neka knjiga od nekega Megreja, od nekega ruskega pisatelja, in tam so bile neke take smernice v nekem rodovnem posestvu, o družini, ki je temelj neke skupnosti oziroma temelj sploh vsega, družina in njen hektar zemlje, z katerega živi in vsa ta filozofija. No, v glavnem, začeli smo se dobivati v celici prav zaradi te Anastazije pa teh rodovnih posestv, potem je prišla ideja, zakaj pa ne bi mi skupaj šli to živeti, bo ful lažje, ker pa da vsak neko svoje posestvo kupuje nekje. In smo se tega lotili kar analitično. Smo rekli, kaj potrebujemo? Državno zemljo. Privat zemlja, bomo imeli same težave, pa ful drugo bomo plačali. Se pravi, državna zemlja. Kje občina v Sloveniji ima največ državne zemlje? Kje je zgodba taka, da mi lahko not pridemo? Kočevje. Jaz sem slučajno tam hodil po Kočevskem in sem mi razlagal o nekih vaseh, o nekih kočevskih Nemcih, pa neka vojna, pa zgodovina, pa to. In sem to začel brati in sem v bistvu videl, da se je med drugo svetovno vojno zgodile so se take stvari tam na Kočevskem, ki jih je zdaj pač treba popravljati na nek način, saj mogoče na neki taki stopni, recimo pač en del stvari, da spremenimo. No, v glavnem, občina Kočevje, tam je bilo v bistvu ta nemška narodna manjšina, pač živela, se je pač na začetku vojne preselila v Rajh, prostovoljno, seveda. Pa so partizani seveda veselo to uporabljali, vse te vasi, pa to, ki je bilo vse prazno. Pa so se jih Italijani naveličali, so rekli, tole pa, oni so imeli tam kar šole, pa tiskarne, pa to so uživali, veš, to so imeli cele vasi, štabe, tako res. In pa roška ofenziva, in vse požgali. Se pravi, Italijani so požgali vse, do tal. Vse prazne vasi so požgali totalne. Tudi se ne bi pač partizani tam, po njem praskali, porit. No, v glavnem, to je to, in na koncu ta področje je potem v bistvu po vojni dočekalo prazno, nikogar. Zapuščena polja, pač tisti neke hiške ostali, zapuščeno vse, in pa je država rekla, pismo, takrat je bil še orto z Rusi povezan, so se bomo pa mi kolhoze naredili. In so šli po gozdovih zidati take ogromne štale. Tam blizu naše vasi je sred gozda štala dolga 50 metrov, krat 10, nikoli bena krava ni odstala. Seveda se je že vse podrl dol, pa tako. Res tako, a veš, gnojne jame, vodni zbiralniki. Oni so mislili, da bojo pač, a veš, ljudi, kakor delavce, na kmetijo, ali pač v te, na te farme, in oni bojo tam delali kot delavci. Pa je bil pa informiral, seveda smo prekinili s temi zadevami in zdaj je to prazno. Pač, narava je nazaj vzela, veliko se je pogozdovalo te smereke, pač zaradi gospodarstva, da se hit zrase. Tako da v bistvu ta področje je bil pred 100 leti 30% poraščen z gozdom, 30-40, zdaj 90%. Se pravi, narava je v tem času to vse nazaj vzela.
So pa ostale tako mehke flike, kjer so bile včasih vasi, predvsem so bili lovci za to zadolženi. Mislim, oni so pač kosili te zaplate, ne, ki so bile včasih vasi, opazovali živali, krmali, pa tako, in zato se je to ohranilo. No, mi smo šli na občino, v Kočevje, smo povedali, mi smo pa kle iz Ljubljane, pa bi kle prišli k vam živeti, pa smo vsi izobraženi, pa tako bomo kle prinesli. Seveda občina Kočevje, ona sprejema vse, veš, tako pač treba je, veš, pa so sprejeli tisto jeskavo, tovarno roboto, velike stvari se dogajajo v Kočevju, ne. In tako so tudi nas sprejeli, so bili ful zadovoljni, so rekli, super, mi spreminjamo prostorske načrte, bi kar to vi povedali, kaj bi želeli, ne, kjer lokacije želite imeti, ne. Smo rekli, super, če spremenimo 10 lokacij, ne bo to za prihodnost super. Takrat je bil pa ta Weberov zakon sprejet. Veš, Weber, ta poslanec, on je bil župan dolgoletni, kočevski. Okay. Mislim, da je bil takrat član SD ali kaj. Weberov zakon. Ne? Po tem Weberovem zakonu se v bistvu vsa nepozidana stavbna zemljišča v lasti Republike Slovenije v bistvu prenesejo na občino. In smo rekli, super. Nepozidana stavbna zemljišča v lasti Republike Slovenije se prenesejo na občino. In smo v bistvu takrat naredili nekaj takih zidljivih zemljišč, ali pa ena so bile že prej, ena smo na novo naredili. In v bistvu prostorske plane spremenili na nek edinstven način, ki mislim, da je edinstven v celi Sloveniji. Se pravi, naredili smo prostorski plan, kjer je v bistvu ni dovoljeno infrastruktura. Wow. Ja. Se pravi, nobenih električnih kablov, nobene vode, nič. Se pravi, vse hiše samo zadosti, narejene za nami. Če greš brati podrobni prostorski načrt, je narejen tako, veste, naravna gradnja. Obvezno priklopna. Ne sme se priklopati, ni. Fenomenalno. To je res, to je unikum. In ti pa tudi noben pol ne more učitati, koliko je neracionalno razpršena gradnja odmet, ker morajo nekdo pol 15 km neke vode do tebe vleči. Ja, ker ni potreben, ker zdaj, ko smo usvojili to tehnologijo, ker ta fotovoltaika tako napredovala, nam to omogoča, da dejansko, prej so bile težave dosta, pa z energijo, z električno energijo, nekaj danes brez tega ne gre. Zdaj pa to že omogoča, tako dost normalno življenje, recimo z nekimi fotovoltaičnimi sistemi, ki so tam nekje vrednosti med 15-17 tisoč evri, recimo, ti hiša normalno, v bistvu hiša relativno normalno funkcionira, seveda moraš ti večkrat spremeniti svoj način življenja, ne moreš zdaj kadarkoli, karkoli. Glih klele štos. Mi smo se tudi vmes pogovarjali, imeli smo v bistvu tudi enkrat eno opcijo, oziroma smo vprašali na elektro, koliko bi prišel, recimo, če bi nam oni kabel pripeljali. In so se tako v bistvu, ker mi smo to zadruga in pač take odločitve sprejemamo skupaj. In mi, da smo z Jernejem, z mojim sosedom, smo rekli, da je probava, kva bo z tega ratala. In je bil tako upor, tako z ostali šla, da to ne. Zakaj ne? A ni fajn, mi s fotovoltaiko pridobivamo električno energijo in ki imamo više, ki dajemo v omrežje, ki pa nimamo in pa dobivamo nazaj. To je pa super. Jaz so rekli, sam se bomo razvarjali. In res je to. Če imaš ti skozi en vir, ki nikoli ne usahne, na koncu plačaš, enkrat na mesec plačaš položnico, potem vse stvari laufajo takole. Če pa ti moraš v bistvu biti dejansko uporabiti to, kar imaš, potem pa računaš. Pralni stroj, enkrat na teden, kdaj ga bomo, zdaj je bilo 2 dni sonca, jutri boš prala. Zvečer lučke ugašaš, nimaš kar nekih požganih stvari, tako v bistvu res vrčuješ z električno energijo. In enako je tudi prevodje, ker zbiramo deževnico, imamo sicer vaški vodovod, ampak ta mokri potok je tako, v bistvu, kadar je vode veliko, kadar vode ni. Tako. Čeprav je mokri potok. Ja. No in je to v bistvu bolj energetsko učinkovita hiša, kot nekaj, ki je po PHP-ju narejena, zato ker pač ima elektrike, kolikor ima, in ima energije, kolikor ima. Ja, v bistvu je na zelo enostaven način, jaz sem prej na začetku omenil sceno, lahko to reguliraš, ali pa ali pa s tem, da je neka stvar omejeno mnogo. To, kar si rekel sceno, to je Kaj? tako. Si vidiš, kaj se zgodi, ko se cene dvignejo? Vem. Ampak jaz mislim, da ni druge.
veš, da če ti nekaj hočeš cent, potem Ja. je to mora biti To je drago. drago. Ja, tako. Veš, kaj je. Mislim, če gremo to, da je vse skozi bolj pocen, pa skozi bolj enostavno. Mislim, meni je enkrat rekel, dajmo z Turčije pripeljati ene hiše, ki bojo koštale samo 200 evrov. Sem rekel, to smeti vozimo z Turčije. Ja, Sem, ja, a ne. ja. To ni nič. Ja. Ni pocen. Mislim, jaz nisem pristaš tega, da so stvari poceni. Jaz sem pristaš tega, da so stvari drage, pa da jih malo kupaš. Malo kupiš, pa tiste, ki kupiš, Pa dobro, tako. In držijo do časa. jaz isto. To je to. Jaz mislim, da je to tudi rešitev, ne, za ves ta Za sistem. mrske, ja. Tako da hiše, veš, so tako narejene, kot so prej rekla, ne. Ja. Ognjišče, ogenj in nasred. Ne. In Te vaše hiše, Ja. koliko jih je? Koliko je za ljudi? Zdaj so v bistvu 4 hiše stojijo, ne. V Tvoja, planu jih je pa Majna? 7. Ja, v bistvu mi dva, jaz sem, veš, Kovačeva kobila zmeraj malo bosa, tako da jaz sem to zadnji, mislim, ostali že živijo tam, ne, a veš, ne, tako so, No, to je imajo že bilo moje fertik, naslednje ja. vprašanje, ali Ja. živite ali... Ne, midva v bistvu zdaj tja hodva, kot so prej hodila v jurto, tako zdaj hodva pač čas. Se pravi, okay, cel teden delam v firmi, ne, pa grem pa čez vikend še dela dol. Ne, tako da to še počas malo. Ampak ne, so druge 4 stvari. hiše so se pravi zdaj dol. Ja, ne bi jih bilo pa 7. Ne. 7. Pa vse so iste, ne, se pravi isti projekti. A tako? Ja. Skupaj je to dobro. Lej, veš, takrat, ko smo z občino v bistvu sklepali te dogovore, ne, je občina rekla, se pravi, ena oseba pravna mora kupiti kompletno vse zemljišče. To je približno 3,5 do 4 hektarje zazidljivega zemljišča. In v bistvu pridobiti morate en projekt za gradbeno dovoljenje. Se pravi, cela vas mora dobiti gradbeno dovoljenje naenkrat. Ne. Ja? In to morate narediti tako. V 2 letih od takrat, ko ste kupili, morate pridobiti gradbeno dovoljenje. V 4 letih morata 2 hiše dobiti uporabno dovoljenje. Ne. To so bili pogoji. Drugače lahko občina to vzame nazaj. Odkupi nazaj, ker mi smo to na licitaciji kupili dejansko. Ja. In je bilo ono, veš, raš, ne, veš, dajmo to projekti, ne, samo 2 leti, ne, veš, to je bilo tako premalo časa. Ne. Zdaj vidimo, da je bila to dejansko napaka, ne. Ker mi bi morali bolj individualno pristopati k vsaki družini. Zato imamo mi, da recimo, ko smo majhne družine, imamo preveliko hišo, moj sosed Jarnej ima 3 otroke, ima malo premehno, a veš, jaz se to tako nekaj, ne, ni najbolj. Ampak je pa narejena tako, v bistvu optimalno, ne, se pravi, na sredini je ognjišče, oziroma ognjišče, kamin, toplozračni. S tem v bistvu na sredini je komunikacija med pritličjem in mansardo, in pod to komunikacijo spodaj je tudi v bistvu ta peč. Ne. Vse inštalacije so v bistvu se držijo ene stene. Jaz sem to tako naredil, da dejansko vertikalni vodi pa horizontalni vodi to jih sploh ni. Se pravi, vse se drži tega jedra hiše. To se mi je zdelo tudi tako praktično in fajn. Ne? In recimo peč, ki greje, je v bistvu naslonjena na steno, na kateri je v bistvu zadaj kopalnica, ne? In je ta stena dejansko grelna stena. Tako da v bistvu mi s tem kaminom ali kaminsko pečjo ali toplozračnim kaminom dejansko zlahka ogrejemo celo hišo. Brez težav. Ja, seveda, če je prav zasnovana, Ja. doskrat tudi, recimo, če hočemo ali nek les pokazati, pa nočeš les, recimo, ko delamo s tem majki udom, je že to dražje. In zdaj, če boš vse tiste plasti gor, da bo pa še dražje. In pol vse te vode noter tiščimo, da ne daješ nekaj po vseh stenah, da tukaj pade. Inštalacije kanala. Zelo veliko se da na teh inštalacijah narediti, samo moraš pa malo časa vzeti si pa razmisliti, kako boš. No, to smo kar dobro naredili, tako da to v bistvu hiške, vsaka hiša ima pač te vodne zbiralnike zunaj, kjer se kapnica zbira, pa recimo se pa filtrira, pa čez lučke. Dobro, se pravi, naredili smo tudi vaški vodovod, ne samo je tako, kadar je voda super, kadar jo pač ni, pa ni, poletje zmanjkuje. Klima se je zelo spremenila. Ta področje, v katerem je ta ekovas, je dejansko v bistvu najbolj južno ležeča alpska klima v Sloveniji. Mi smo na isti višini kot Koper.
Ampak totalni hribi, narcise rastejo pod konje. Res je čisto odštekana alpska klima. Ampak že v tem času, ko smo mi tam, se pravi nekih 12 let, se je to spremenilo čist. Tako, mislim, tam je bilo snega recimo tako po 6-7 metrov, če si ga sešteval, koliko ga je padlo, 6-7 metrov. Zdaj ga tako pade 20, že zadnje 2 zime tako ni nič. Tako da smereka tudi propada, tam je veliko smerekovih gozdov, smereko sekajo ven čist. To bo v bistvu, po moje, čez 20 let bo to čist drugačne. Ja, tako kot je recimo Soška dolina pa to. To se te spremembe tako hitro vidijo. In treba se na to pripraviti. Mi dejansko, kar se vode tiče, se moramo na to pripraviti. Tako da zdaj razmišljam, da bi še povečali te zalogovnike. Koliko imate recimo na hišo? Ja, 8000 imamo zdaj, pa je to premalo. Ja, to je malo, ja. Jaz imam doma, pa imam na vodovod, pa imam 12 000 litrski zalogovnik za deževenco, sam za kotličke, pa take stvari. Pa imamo pač za te odplake, pa to so rastlinske čistilne naprave, se pravi greznice. Vsak svojo ali tako eno? Vsak svojo. Ja, ker teren je pa tako razgiban, da bi ful težko tako eno spravili. Se pravi, v bistvu greznica, seveda, bistvo greznice je v tem, da pač grobi delci not ostajajo, ampak največji problem je pa voda, ki je velika. Zdaj, moraš spraviti kar v ponikovalnico s troplikapne greznice, še vedno malo smrdi. Mi jo peljemo v rastlinske čistilne naprave, kjer se voda s pomočjo rastlin očisti in gre v bistvu ven taka, da jo lahko piješ, da jo lahko pač spustiš v naravo, kamorkoli. To je neka taka stvar. Ne, pijejo ne bi, ampak za zalivati imaš. Ja, to pa je. Recimo, zdaj pa tako vsaka družina ima nek svoj pristop, eni imajo bolj v bistvu te WC-je na splakovanje, recimo eni imajo bolj kompostne WC-je. Tako da te, ki imajo kompostne WC-je, dosti več vode prihranijo. To se zelo pozna. Ja, seveda, kočlički so... Tako da tukaj so take v bistvu razlike. Pa so pa odpadke. Mi nimamo v bistvu odvoza odpadkov. Sicer imamo projekt na ekološki otok, ampak ga še nismo realizirali. No, v glavnem, pa že gledaš na to, da čim manj odpadkov kupaš. In potem imaš v bistvu ločene odpadke, pač zadeve kompostiraš, tisto, kar se da kompostirati, kar je kartona, pa plastike, pa pač enkrat na teden ali pa na 14 dni pač peleš na zbirni center v Kočevju. Zdaj v bistvu tak življenje, veš tako, ko ga gledaš, mi rečemo tako, nimamo nobenih položnic, nič. Ja. Hiša nima stroška, ni nič. Ampak, če vse to preračunaš, če računaš, recimo daš 15 000 evrov za fotovoltaične panele, pa za baterije. Zdaj, jaz doma plačujem elektrike, 45 evrov. Če jaz 15 000 evrov delim s 45 evri. Kako pa ti 45 evrov lahko samo elektrike plačuješ? Ne vem, blišče, da sem dober račun. 45 evrov elektrike plačujem doma, v Kranju. S čim se pa grejete? Plin. Ok, to je pa druga pesem. Ja, to so še unije, stara naselja. Ja, plin je pa zelo, ne vem, ni še položnica pošla, ampak prejšnji mesec je bila, mislim, da 160 tako. Ja, tudi mi na doma zelo skromna, malo tako v glavnem se radiatorje zaprte, sam tam, ki se imajo v dnevni sobi, imajo neko temperaturo 20, druge pa tako 18. No, v glavnem, ja, zdaj, če ti teh 15 000 evrov, v bistvu, ko si investiral v fotovoltaiko, deliš z 200, ker zdaj si plin plus elektriko doma, okay, 200? Ja, ne, z 240 imam. Ja, nimaš, če se ne greješ na elektriko. Ja, vem, se tam tudi ne. A ne? Aha, ne. Ok, ja, tam je pa tudi, tam so pa drva. Aha, ok. Mislim, je to pač, veš... Ne, to pa žlepa ne dobiš, no, to je 40 let, ne vem, se so na pamet rekel. Ti moraš imeti dejansko veliko denarja, da si eko. Lahko. Mislim, tako. Na tak način, kot zdaj se pogovarjava, pač samozadosten, brez položnic, brez vsega. Ampak jaz mislim, da je veliko bolj pametno v Kitajsko investirati, kot pa recimo v masažno bano, pa ne vem, v kakšne... A veš, zdaj moraš ti predvsem, kaj je tisto, kar tebi nekaj pomeni. Kaj ti pomeni, ja, to je bistveno. Glih v tem prejšnjem podcastu smo se z Juretom zelo veliko o tem pogovarjati. Vsak mu nekaj pomeni in če ti zdaš, pa te izpolnjuje to v redu. Zdaj, tudi če je to masažna bana, pa masažna bana nekomu pa ne. Ja. Je pa kle, zadruga je tista bistvena stvar. Kle, v bistvu, ideja, da so tvoji sosedje tvoji prijatelji. Se pravi, da imaš z njimi
odnosnika. Ne? Se pravi, da ne poskušaš narediti stvari mimo njih. Ali pa probaš v bistvu vse, kar delaš tako, da se skupnost s tem strinja, kolikor se pač to le da. Ja. Ker mi smo vseeno v bistvu povezani v zadrugo. Ja. Sicer ni to tak klasičen koncept teh ekovasi, ki sem jih jaz po tujini gledal, kjer v bistvu je zadruga lastnica vsega, potem si pa ti samo najemnik v teh zadružnih prostorih, kakorkoli. Mi smo se odločili, da Slovenci mogoče še nismo, kot sem ti že prej rekel, zelo tako v bistvu. Vse rajš imeli svojo parcelo. Vsak tu Slovenci to. In smo rekli, ok, dajmo se slovensko srenja, bi se včasih rekla, se pravi, vsak je lastnik na svojem, ampak vsi so pa združeni v neko skupnost, ki se reče srenja, ki tudi odloča o pomembnih stvareh. Včasih so se usedeli pod lipo, pa so imeli kamne okoli za vsakega gospodarja, recimo tam gor na vrbi, ki je na svojem kamnu sedel. Imeli so pa tudi skupno zemljo, recimo še zemljo, ki so jo skupaj obdelovali, ali pa so jo pač obdelovali oni, ki so jo želeli obdelovati. In mi na tem nivoju delamo. Se pravi, imamo zadrugo, smo člani zadruge, odločitve sprejemamo skozi zadrugo, vsak je gospodar na svojem. Seveda smo vsi enako usmerjeni, smo vsi prišli tja zato, da pač eksperimentalno živimo tako. In to je tudi nek smisel ekovasi. Se pravi, gre se v bistvu bolj za eksperiment, ki se dogaja v nekem takem bolj čistem okolju in lažje prideš do rezultatov. Potem je pa v bistvu smisel teh ekovasi, da pa dejansko to znanje, ki noter nastaja, pa implementirajo ven v normalna okolja, v vasi, v mesta. Se pravi, najbolj idealno bi bilo dejansko v bistvu neko obstoječo vas dejansko preusmeriti in tudi taki primeri so v Evropi. Se pravi, da grejo v skupno rastlinsko čistilno napravo, da imajo skupaj energijo. Recimo tam so Čehi na Slovaškem eno tako vas naredili, je bila prej znana po nekih jabolkih, pa so jim naredili z Evropske investicije neko destilarno, so jih spodbujali, da oni spet ta jabolka gojijo, da jih pobirajo in so naredili svoj sok, so naredili rastlinsko čistilno napravo, so jim dali fotovoltaiko. Dejansko gre za to, da bi v bistvu bili to neki kot vzori za pač pol te stvari v normalnem. Mogoče smo se mi tukaj le mečkam preveč umaknila, da smo šli zelo daleč stran. Kot če bi bilo to blizu Ljubljane, bi bilo ta komunikacija. Dobro, vidno bi bilo bolj, ampak po drugi strani pa lahko tam bolj avtohtono funkcionirate. Zdaj, rekel si 4 so, 3 še manjkajo. Kaj je s temi 3? Čakamo, da kdo pride. Čakate, da kdo pride. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Se pravi, nekdo, če bi se zdaj odločil pridružiti vam, to pomeni, da niso to 3 ljudje, ki še samo niso zgradili, ampak so še 3 parcele v lasti zadruge, ki jih lahko nekomu prodate. Tako. In nekdo pride, tam naredi, mora narediti pa spet isto hišo. Ali pa spremeniti gradbeno dovoljenje. Aha, dobro, to je še najmanj. Ne, ni to taka stvar. Ni. Zdaj, ker ni nobenega časovnega presega. Ker mi smo v bistvu kot enotno gradbeno dovoljenje, ki je ta prvo začel hišo delati, si pač projekt zlaufal, in se pa še zaključil. Tako da po moje, v bistvu tako je. Veliko ljudi v Ljubljani sanja o življenju v naravi. Objema drevesa tukaj in ščiti. Nekaj priješ tam dol, a veš, kot tak, tudi jaz sem bil tak, se zadeva spremeni. Ta gost, ta narava, veš, na te vpliva tako, da v bistvu se malo bolj boriš, tudi, veš, imaš motorko, drevesa podiraš, zato ker si rabiš svoj prostor delati. Pa imamo pa kakšno prireditev, pa tako, veš, tisti vegančki, tako taki čist suhi, bledi, beli vletijo, kje pa lahko prekidamo? Motorka, tam eno jevšico, razumeš, to je zarašeno vse, to tiste jevše rašajo po 2 metra na leta, mislim, to je čist noro, razumeš, če ne čistaš tega okrog se raste, vse, nič ne ostane, hočem reči, da potem, ko ljudje prihajajo, pa bi tam z nami živeli, pa tako, seveda jih mi povemo vse slabe plati tega, megla, luknja, vlaga, zveri, gmajntov, medved napadu, vse te stvari jim povemo, in velikih takoj odpade.
Drugi si prvošajo kakšen teden dol biti, a ne, in pol odpadejo. Ne, ker res ni lahko. Ne. Ni to lokacija, s katero ti gledaš prostranstva, ne vem kam, ne, in imaš lep razgled. In ne vem kva. To je treba pač. Ne, narava je, pa sej si predstavljam, narava je kruta, ne, se mi jo idealiziramo, tako je narava. Jaz vidim, mi smo veliko bolj v civilizaciji, bi rekel, kakor vi, jaz sem doma na robu vasi. Jaz srne vsak dan vidim, zadnj smo se z Alenko prepeljala, je bil jazbec, lisic, tudi. To je pa tako isto. Zadnji gremo na sprehod, sosed reče, ja, da so mu tam eni lovci rekli, da tam le malo naprej 200 metrov je medved v dupli. In pri nas, da greš po noč ven, ni več heca, ne? Če greš pod vas, ja, če greš pa proti gozdu, ni heca. Ta tema, gost, to te, če nisi navajen, to, ki si prej pravil, ki se navadiš, ampak jaz le živim, pa ne hodim pač toliko ven po noč v gozd, nisi navajen, te stisne, ne? To ljudje, ki niso to prav, se to ne predstavljajo, ne? In pa ga v bistvu tega kandidata pa vzamemo tako, če tisti, ki pa zdrži še en teden, ne, pa mora biti 3 mesece tam, ne, ali prihajati k nam, ne, čez vikende, ker vse nam je tako fajn, bi nam bilo, v tem obdobju, veš, ne, ko se je ta vas formirala, ko so te projekte, ker mi smo 6 let spremenili prostorske načrte, ne. Ja, si predstavljam. Smo si vzeli čas, ne, smo bili zelo... To se pa še spomnim. Smo bili zelo videvni, smo imeli enega takega fanta, ki mu odrede, smo ga zmeraj doma pustili, ne, noben sestanek nismo peljali. Da ne bi kdo pomislil, da smo kakšni, ne vem kva. Weird, da si. Ja, tako, ja. To je dosti hitro, ne. Tako da, ja, smo bili, kar se tega tiče, previdni. No, v glavnem, ja, ni prav nekih interesentov bilo, da bi jih ne prišli živeti. Predvsem, mislim, bolj tujci, ja, ne. Tako da imamo tudi tujce, ne. Imamo eno švicarsko-italijansko družino, zdaj pa prihaja v bistvu nizozemska družina, ne. So prišli k nam lansko leto. In so bili tako navdušeni, da so šli domov, hišo svojo prodali in prihajajo. Aha, bojo gradili zdaj tukaj. Ja, zdaj oni v bistvu zdaj morajo biti na preizkušnji ta prvo, ne. Ta prvo so bili sami... Najprej so prodali svojo hišo, zdaj bojo pa na preizkušnji. Ja, no, to pa je. Mislim, jaz sem bil prav presenečen, veš, ne. Ampak mi smo jim že takoj smo jim povedali, da sta nam všeč. Ja. To še nič ne pomeni, ne. Zdaj človeka spoznaš na dolgi rok, ampak jaz tako, veš, človeka lahko spoznaš v enem tednu, v 3 mesecih, v pol leta ali pa v 10 letih. Veš, to ti ne zagotavlja, da si ti dobil nekaj, kar si. Tako. Jaz mislim, da je tista prvi feeling, ki ga imaš, ko človeka vidiš, veš, nam je všeč, da takoj pristopi tako, danes se mi zdi, da so ljudje tako čudni, komaj te pozdravijo, kdaj kakšni, veš, tako živijo krvi, zombiji, ne. In če vidiš človeka, ki pride, pa te glasno pozdrav, pa je vesel, pa prije k te, pa reče, lej, kako si, kva delaš, da ti lahko kaj pomagam, pa to je tako dobro. Ja. No, ampak to mislim, da tle na vseh je to boljše, ne. Danes sem bil tam, pa so mi neki doma štemal, pa to, pa sosed me pripelje se, če pri nas pripelješ, jaz prišel do nas, ali pa si se zgubil skoraj to. Itak sem vedel, da bo ustavil šipo dol, malo se pomeniš. To je fletno, ne? Pa nisem jaz nek tak človek, da bi bil blazno neki povezan s komerkoli tam, ampak kljub vsemu ta stik pa obstaja. To je bonton, ja. Ja, fajn. Ja, tudi jaz, ki grem dol iz vasi, pa če se še toliko mudi, pa če vidim, da tam vaški poglavar, ki dela z unimi tramovi, se tudi ustaviš. Da greš po vasi, pa te otroci pozdravljajo, ne mislim, tako kaj gledaš, kako je to. Mislim, mesto te res nekako tako, pač živimo enim drugega, ne. Ja. Tudi tam, ki pač jaz v Kranju živimo, ne, imam cel kup sosedov tam, ko živimo pač v naselju. Mislim, nobenega soseda ne vem, kva dela, niti, mislim, dobro, vem približno kdo je, ampak nič, to živimo enim drugega, ne. Ja. Včasih so zdaj te skupnosti, te v blokih, ta stopnišča, pa so imeli neke hišne svete, pa so imeli skupne pralnice, pa igralnice, pa tako. To zdaj vse razpada, ne? To ni nič, ne? V bistvu samo individualno, samo moje, samo lastništvo, samo tam, to, kdo ima kaj. Mislim, tako dosti je, se mi zdi, dobro, no, sej, pač to je neka osnova, ne? Ampak vse zgubljamo mečkano, veš, ker v skupnosti ti lahko hitrejš dosežeš neke cilje skupaj z drugimi. Ali pa počasnejš. Ali pa počasnejš. Lej, sej, hitrejš sem, kaj si rekel, hitrejš je meni tudi, da misel prišlo, vse lahko tudi bolj traja, ampak
v bistvu na nek način je hitrejši. Ampak ni nujno, da v času hitrejši. Ker drugi s tabo, a veš, ne grejo v to smer. Se ti sam greš hitrejši, ampak vse ostale puščaš za sabo. Veš, tako tudi jaz včasih, veš, tako, neke take, dileme, doskrat tako, recimo zdaj, ali podpirati brezdelnost, ali v bistvu stimulirati v nekaj ne, pa kva, pa vse nima veze. Jaz mislim, da je družba v bistvu uspešna pa varna, če smo vsi na tako približno podobnem nivoju. Ne, seveda, eni so nižji, eni višji, ampak veš, da to daje neko varnost. Ker če imaš ti ful revnih ljudi, lačnih, takih, pol se bojiš po cesti hoditi. Tako je v Ameriki, recimo, ali pa nekaj. To zdaj s tem, da je to uravnilo oko nivoja, mislim, da smo že drugače narejeni. Razumeš, mi smo narejeni za neko hierarhijo, pa tukaj ne mislim zdaj glavar, pa tako, ampak sej, predstavljaj si vodovodarja, ki ti bo prišel nekaj napeljati, koga še vzel najboljšega, in že to ustvari. Seveda, neko hierarhijo. Ampak se pa strinjam s tem, da ti nimaš revnih, da nimaš revnih, ki so na eksistenčnem, totalnem nula. Ker veš, včasih je lahko reči solenja. Ampak veš, zgodbe ljudi so zelo različne. Ne veš, kakšno zgodbo ima za sabo. In to se v taki mehki skupnosti, v taki vasi to vidi. Recimo, če eden v naši, med mojimi sosedami, med temi, ki smo v zadrugi, da se mu nekaj dogaja, se je nekaj sprl z partnerico ali pa ima neke druge težave. Ta njegova težava, veš, da se v bistvu vsi nekaj tega dobimo. Veš, tako da najbolj smo veseli, kada so vsi zadovoljni. Veš to? No in to velja, veš, tako. Pa če tisti, ki ima pač preveč, da unmu, ki ima malo manj, se tudi tako v bistvu pol dogaja ta šeranje znotraj vasi. Marko, 2 dile rabim, pa jih imaš da, zdaj ti miš pa eno mace. Veš, tako skozi nekaj izmenjujemo, urodje, ki ga kupimo eno urodje, pa ga vsi uporabljamo. To je super. A veš, je življenje cenejše na tak način. Eno kosilnico, eno bičesko, zdaj traktor kupujemo. Sem videl, da traktor iščete. Kuj tako bombo dober spomnim. Kuj smo dobili tak dober komentar. Na fotovoltaiko ga priklopite. Smislu, če imate za fotovoltaiko, to mi pa še za traktor. To je po moje tako v tem stilu. Misliš? Ne vem, to je neka dobra je bila, mislim, Dobar. Tako da se upočasno polna. Se mogoče samo še to. Se je še kaj v Sloveniji sprožila kakšna taka iniciativa, da bi se še kaj to zgodilo? Ja. Takrat smo to v bistvu zastavili tako zelo na široko. To nas je hodilo 70-80 ljudi okrog. Prvi smo se na Kočevsko nekam drugam odpeljali z avtobusom, pa tam preživeli noč, pa imeli igre, kako v bistvu bi mi se tako prav taka, ampak veš, vsi tako neučakani, takoj se mora to zgoditi. No, mož tako je, pa so pa odpadala, veš, dobro, to 5 let boste pridobili, boste spremenili prostorske načrte, ki imam pred sajt to. Ampak če si vztrajen, greš po uni poti, trmast, prideš do cilja in so podobne, v bistvu recimo prej so se pogovarjali tam blizu tebe, tam v Hrvojih je taka skupnost. Vem, Sončen Grič. Tako je, Sončen Grič, Tam je sicer malo drugačen koncept, vsi živijo v eni hiši, bolj naporno. Mislim, stalno nimaš zasebnosti pa tega, stalno se moraš vsak dan konfrontirati pa usklajevati z drugimi, to je kar dosti naporno. In vse v glavnem večina vasi, ki sem jih jaz videl tako, ko sem po Evropi hodil, so na ta način narejene. To pa mislim. V glavnem težje je, je pa napredek hitrejši. Ker tam mi v naši vasi, recimo, če imamo konflikt zaradi nečesa, ki imamo različna mnenja, se enostavno umaknemo in premislimo. Ni treba nikomu nič narediti, nič se ne mudi. Ne vsak, veš, včasih tako čustveno odreagiraš in sam predelati. In zatrmaraš, veš, ne zanalaš, kakorkoli. In potem pride konflikt, in mi se teh konfliktov izogibamo in
včasih pač kakšne stvari kar pustimo. A ne. V taki skupnosti, ker pa vsi živijo v eni hiši, a ne, pa to treba rešiti takoj. A ne. In pa cel kupenih takih socialnih orodij potrebno nekoga, da to... Take skupnosti samo. Ampak se je logično, da se jih izogibate, ker to bi bil pa resen problem lahko v skupnosti. Ne? Ja. In že zato vsak ve, boljš, da tole deeskalejtamo na nek način, kakor pa da se to nekaj razname, ker Ja. bo resen problem. Ne? Ja. Se ne da živeti v konfliktu v takih skupnosti. Ne da, ne. 7 hiš, ko bo nekoč. Ja. Ali pa v eni hiši. No, v eni hiši pa sploh ne. Ja. Se 10 ljudi. Kaj? Ja, V eni hiši 10 ne, ljudi. sej moram priznati, da jaz recimo ne bi mogel ne v eni hiši, sploh ne, pa tudi v taki skupnosti. Nisem tak človek, veš, to može biti tudi človek, pa mi je vse to veliko stvari zelo blizu, ampak sem pa toliko introverta, da jaz moram imeti pa Imaš, svoj brlog. svet. Ja, tako je, ampak je pa to fascinantno. Dobro, lej, no, zdaj so bila pa kar dolga. A res? Ja, ne vem. Juri, koliko časa? Ti že baterije zmanjkajo. Ja, rekord. Ja. Ej, Tone, jaz bi se, nimam več čaja. Evo, Ne, čaja se kul zmanjka, samo samo voda. vode. Voda je super. Jaz sem prav vesel, da sva tole speljala. Vesel sem, da si se oglasil. Jaz mislim, da je tudi zanimiv. Vsaj meni je bilo zanimiv, zdaj, če bo pa še komu, pa še to bolj. No, ja. Upajmo, da bo. Ja. Tako Saj da, pač. Super, hvala še enkrat. Jaz mislim, da krasno stvar furaš. Ne? In dol to, kar delate, in s tem gnezdom. Ne? Jaz upam, da noš upal, če už dobu nekega soulmate, da ti kot partnera, ali pa če ne. To bi bilo super, a veš, to bi ker, bilo super, ja, ja. da jaz lahko te področja, na tolikih stvarih, a veš, delam še Ja, tako v bistvu sporedno, da lahko te stvari nekam bolj podprema. Ne? Ja. To je pa zdaj že v bistvu, ekologija je pa postala, lahko postane biznis. Ne? Ja. Jaz mislim, da lahko postane biznis. Okay. Super, hvala za povabilo. Ej. Lepo fure, pa se naslednji se pa vidva spet na neki hiši. Se ne vem, kje Ja, imamo itak. zdaj za ometati.